70, torej sredina. Mesto, kjer se je začela dobesedno seveda, po največji sorodnik, tista regija južno v 6. stoletju našega štetja, vendar je... Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v novi sezoni oddaje Svet skozi zgodovino z Goranom Ajtičem. Goran, lepo pozdravljen vnovič v naši sredini. Lep pozdrav tebi in vsem, ki spremljajo oddajo. Hvala. O čem bo tekla beseda danes, Goran? Ja, ena najbolj zanimivih in kočljivih političnih, ekonomskih, kakorkoli ideoloških gibanj si bomo gledali, enostavno oddaja o komunizmu. Na svetovnem odru, ne na lokalnem, se razume. Vse skupaj si ogledamo danes. Torej, zanimiva oddaja za naše gledalce in tudi zame. Pa če začneva takoj na začetku. Kaj sploh pomeni pojem komunizem in katera letnica je tista, ko bi to gospodarsko-družbeno ureditev lahko definirali? Ja, večina ljudi bi pomislila najprej seveda na Karla Marxa ali Friedricha Engelsa, do katerih seveda še pridemo, ampak moramo iti po vrsti. Tako. Sama ideologija o neki skupnosti, no kot prvo, če sam pojem komunizem definirava, kot praviš, iz latinščine pride to, recimo komuna v latinščini, kar pomeni kot neka skupnost, nekaj skupnega oziroma univerzalnega. Torej neka komuna, skupnost, ki povezuje vse, ne samo določene posameznike. Ja, to, kakor bo pač Marx potem opisal, vendar, če gremo daleč nazaj, gremo lahko že nekako v antične čase pogledati, staro Grčijo in stari Rim. Tam so prvi misleci, ki nekaj zelo sorodnega, podobnega komunizmu že pridigajo. Veliko grških filozofov, recimo Platona bi tukaj izpostavil, je bil tisti, ki je neko podobno idejo že nanizal, ta filozof, ker je že takrat govoril o skupni lastnini in ne o neki privatni lastnini, ki naj bi imel vsak posameznik svojo materialno, fizično lastnino, kakorkoli. On govori že o nekej družbeni skupni lastnini, pač za celotno skupnost. Tudi v starem Rimu bi se našli filozofi. Če gremo pa še naprej, v zgodnjem srednjem veku, moramo pogledati pa neko azijsko deželo, Perzijo oziroma Iran današnji. Tudi tam so se nekaj podobna gibanja začela, nek duhovnik takrat, Mazdak ali Mazdak, kakor mu rečejo v Iranu, je bil tudi tisti, ki je že proti zasebni posestvi, bodisi vladarjev, bodisi bogate aristokracije pridigal. In je bil tudi usmrčen, padel je pod streli puščic, usmrčen z loki. Mazdakizem se recimo v Iranu po njemu to imenuje. Kasneje srednjeveška Evropa, če se vrnemo na naš kontinent nazaj, konec 12., začetek 13. stoletja, južna Francija, severna Italija, alpsko območje, se tudi že meniški red določen najde, ki pridiga revščino, katerih voditeljev so svojo privatno posest in lastnino razdal med druge ljudi in trdi, da je treba živeti spokojno in bolj preprosto, kar je na vse zadnje tudi Jezus Kristus učil. To je zanimivo, malce celo povezava na krščanski nauk. No, recimo še en primerov je še več, najbolj zanimive si ogledujeva. Še en primer je Anglija zgodnega 16. stoletja. Sir Thomas More, eden od angleških kanclerjev, kralju Henriku VIII, tisti znameniti kralj, ki se je 6-krat poročil, ki je imel več kanclerjev, kot se pravi ministerskih predsednikov, bi danes lahko rekli. Sir Thomas More napiše knjigo Utopija, ki tudi govori o neki utopični družbi, kjer se z vsakomer vse deli. In tudi to je nek pač približek. Če pridemo pa v moderne čase, sedaj sva pa prispela do znamenitega Karla Marxa, marksizem ali komunizem, kot se danes pač povezuje z njim. Moramo pa v leto 1848, v sredino 19. stoletja, ko skupaj s somišljenikom Friedrichom Engelsom napiše ta tako imenovan ne knjigo obsežno, ampak bolj kot pamflet, kot neke misli
kako naj bi komunizem izgledal, se pravi definicija komunizma. Tako da nekako od tega leta dalje, 1848, se ta beseda komunizem čedalje bolj v Evropi in v svetu uveljavlja. No, na hitro še, kdo je sploh bil Marx? Rojen je bil v Trierju, se pravi takrat kraljevina Prusija, ker Združene Nemčije še ni, začetku 19. stoletja. Relativno premožne družine, tudi precej izobražene, čeprav je imel več bratov in sester, pa vendar. Je pa nizozemsko-judovskega porekla Karl Marx. Bil pa je seveda veliki mislec, filozof, pisec, tudi novinar svoj čas. Podobno kot kasneje glasnik fašizma Mussolini, ki je ravno tako kot novinar delal, če se spomnimo iz prejšnje oddaje. Tudi Marx se je s tem ukvarjal. In kasneje, ko je bil več po evropskih prestolnicah, bodisi v Parizu ali Bruslju, v Belgiji. V Parizu je že v 40 letih 19. stoletja nemškega somišljenika Friedricha Engelsa srečal. Tam sta se pač ukvarjala s to bedo nekako ljudskih množic, tisti delavci, ki delajo pač v tovarnah, pač seveda, ki služijo kapitalističnemu sistemu. No, do tega še pridemo, ko bo definirala, kako naj bi komunizem deloval. In oba moža sta skupaj pač to znamenito delo o komunizmu napisala. Seveda je še več drugih del. Marx napisal Kapital ali Das Kapital v nemščini. To je tudi zelo znano delo. Ampak to so tisti resnični začetki modernega komunizma, se pravi sredina in druga polovica 19. stoletja. Kaj bi torej rekel, da je njuna največja zapuščina? Komunistični manifest, definitivno ta pamflet, letnik 1848. Tako da iz tukaj naprej se bodo pa sedaj raznim politikom ali filozofom naslednjih 150 let vse do dan danes bodo črpali iz tega, kako nek komunistični režim spostaviti, kar bomo videli v zgodovini. In kakšen je komunizem, kot ga definira komunistični manifest? Kakšne so njegove glavne značilnosti in seveda tudi pomanjkljivosti? Ja, zanimivo. Enako kot smo si že v prejšnji oddaji manifest fašizma ogledali, se bomo sedaj manifest komunizma. Kako sta si kot prvo v teoriji, oziroma kaj sta zapisala sploh Marx in Engels. Kasneje bomo videli pa, kako to deluje v praksi, ko pride na državno raven neka komunistična stranka, tako na oblast, kako se manifestira. No, kot prvo, njuna zamisel izvira iz tega, ker seveda vemo, da do 19. stoletja, že vsaj od 16. v bistvu pa še od prej, se v Evropi močno gibanje krepi, ki enostavno kapitalizem, mislim, da vsi dobro poznamo danes, ker razni podjetniki, privatna podjetja ustanavljajo, proizvodnja, potem tudi industrijska revolucija, 18. 19. stoletje, za časa Marxa to vrhunec doseže, ker tovarne v Evropi kar dežujejo. Marx dolgo časa biva v Londonu, v Veliki Britaniji, vidi tudi različna angleška mesta, kako se masa teh delavcev veča, ker pač potrebe kapitalizma in proizvodnje se večajo logično. Sploh po letu 1800 je to eskaliralo. In seveda njega motijo te nehumane, večkrat res nehumane razmere delavcev, ki delajo za nizko plačo, za mezdo. Tudi ženske in otroci morajo takrat delati, tudi 18-urni delavnik na dan. Sploh Anglija in Združene države Amerike, vemo, imajo to obliko kapitalizma. Marxa pa to moti, češ, zakaj bi samo en posameznik, ki slabo plačuje te ljudske množice, imel profit, dobiček, ki je morda samo lastnik podjetja. Morda niti ni samo vložil kapital ali ustanovil, da sedaj samo pobira ta denar, denar mu ustvari pa masa ljudi. In to nekako se Marxu in Engelsu ne zdi prav. Zato prideta na neko idejo, da vse to, kar delavci ustvarijo dejansko, da naj bi bila skupna lastnina vseh, ne samo direktorja ali lastnika podjetja. In tukaj že pridemo do te glavne ideje o skupni lastnini, češ da privatna lastnina sploh ne sme obstajati. Do te pač teorije tukaj pridemo. Potem iz česar izhaja še naprej,
kako moža vidita, češ, da ne sme biti niti razredne družbe. Vemo, da imamo več razredov, recimo višji, srednji in nižji, najnižji sloj. In seveda še vmes, recimo tudi srednji sloj bi lahko že na višji, nižji delili, kakor se vzame. To je obsežna debata. One dva ne vidita 3 razredov, ampak da mora biti družba popolnoma brez. Kar pa pomeni, da naj bi vsi ljudje bili enaki, imeli enake možnosti, bili enakopravni, enakovredni in tako dalje. Ja, kar nekako precej utopična družba bi to bila, če smo čisto realni, ker vemo, da v človeški naravi se pa nekako te stvari, ki so nekako neuresničljive, če smo malce kritična tukaj, kakorkoli. Tudi govorite o diktaturi proletarijata, da naj bi delavci vladali kot neka oblika diktature nad vsem ljudstvom, nad vsem živim. In sedaj tukaj vidimo, da nekako pa, kje teorija tukaj nekako pade, namreč v tem, da zanikata tudi buržoazijo in intelektualni kader. Se pravi, tisti ljudje, ki so izobraženi, intelektualci ali individualisti, naj bi bili v njunih očeh vsi enaki z nekim proletarcem, ki pa izobrazbe recimo sploh nima. To se ti zdi kot največja pomanjkljivost tega, kar ste zapisali? Definitivno, tako bi lahko rekel. Mislim, da še marsikomu, pač v tem je bilo veliko debat in polemik, vse ljudi enačiti, ne glede na sposobnosti, ne glede na razgledanost, ne glede na študij, na izobrazbo, kakorkoli. In tukaj je veliko nasprotnikov komunizma, je ravno tako iz tega izhajalo. Spet veliko je pa ljudi, ki so pa to zagovarjali, seveda, pač odvisno, kakor se vzame, ampak sedaj sva si dejstva ogledala, kako Engels in Marx nekako pač vidita družbo, se pravi, proletariat mora vladati in nič več posamezniki, ki so imeli prej kapital v rokah. Se pravi, družba brez razredov, skupna lastnina in vladavina, diktatura proletariata. To so njune glavne zapovedi, to je zanimivo. Tako naj bi izgledalo. Ampak lahko omeniva letnico 1871, ko se zgodi tako imenovana Pariška komuna, takrat se je v bistvu komunizem prvič manifestiral. Tako. Že v 19. stoletju seveda vemo, da takrat je še stara Evropa, večinoma monarhije, kraljevine ali vojvodina v Evropi. In ko omenjaš Pariško komuno, letnico 1871, je to zelo zanimiv pojav. Začelo se je zaradi neke vojne, in sicer francosko-pruska vojna. Kraljevina Francija, Napoleona III. Se zapleta v vojno Prusijo, kjer je prestolnica Berlin. Prusija, vemo, največja nemška država tistega časa, ki ustanavlja moderno Nemčijo. Otto von Bismarck, pruski kancler, recimo. Bismarck porazi Napoleona III., francoska vojska je zdesetkana, strahovito poražena. Narod v Franciji, sploh v Parizu, nekateri se pa s tem domačim porazom ne strinjajo. In Pariz se zapre pred svetom, pred Prusijo in pred celotno ostalo Francijo, kjer pride na oblast tako imenovana komuna. Takrat pa te člane ne imenujejo komunisti, ampak komunardi še takrat, recimo. In to traja, vsega skupaj ta vladavina, diktatura komune, lahko rečemo, dobra 2 meseca, od marca do maja 1871, ko si Parižani ponovno privoščijo obilico svobode, francosko vlado novo zanikajo, prepovejo tudi otroško delo, recimo v tovarnah in izkoriščanje otrok in žensk, vendar zopet enačijo vse skupaj, tudi buržoazija, izobraženi kader, nekako je razvrednoten takrat, ker komunardi pravijo, da si vsak lahko dovoli, kar si želi. Vsak dan se nekaj praznuje, raja po ulicah, čeravno se bliža ta republikanska vladna vojska Francije, da bi komunarde zatrla. Upor je bolj ali manj jalov, ker komunardi niso tako močni kot takrat vojska nove francoske republike, torej tista republika, ki je nasledila cesarja Napoleona III. In to je ena najbolj krvavih epizod v francoski zgodovini, poleg seveda velike revolucije, stoletja prej.
In tukaj ta vojska je brutalno pobila na koncu, na tisoče teh komunardov, tudi ženske, otroke, so vojaki z bajoneti recimo umorili pač, tudi, ali so se opirali ali ne, kot pravijo zapiski pač. Tako da Nova republika je s komunardi tukaj opravila od 1871 dalje, potem v Franciji nikoli ni bilo to več na oblasti. Moramo pomeniti, da to je samo Pariz, okolica Pariza in samo mesto, ostala Francija teh komunardov ni imela. Podeželje je nasprotovalo temu. In pruski invaziji in pariški komuni. To je zanimivo. V tej vojni so nekako 3 strani bile, ne samo 2. Se pravi, Prusija, francoska vojska plus pariška komuna. Zanimivo. Ja, Engels in Marx, za časa njunega življenja se je ta komuna dogajala in Engels je bil sploh navdušen nad tem pojavom in je rekel, da se je tukaj manifestirala diktatura proletarijata tiste 2 meseca. Da tako naj bi izgledala komunistična družba. Če ravno vidimo, tukaj je kar klavrno to končalo. Kratkotrajno. Vendar prvič v zgodovini, kot si omenila. In če se po časovnici premakneva malo naprej, v čas pred Prvo svetovno vojno, kako so se takrat komunisti organizirali, kako so nastajale prve stranke? Ja, zelo obsežna tematika je tole danes, tako da vsega si ne bova ogledala, si pa ogledujeva najbolj pomembne točke svetovne zgodovine, pač komunizma. Ja. Marx je 1883. leta že umrl, vendar ta zapuščina ideologija, ki jo je zapustil, se je pa krepila. Z vsakim desetletjem po njegovi smrti lahko rečemo, da je bilo močnejše to gibanje komunistično. Ja, na prelomu stoletij ali že tik pred Prvo svetovno vojno so ta gibanja zelo močna v vseh evropskih državah dejansko in v Zahodni Evropi in na vzhodu, kjer je Rusko carstvo takrat. Ker večinoma delavski razred se povezuje kot v neke združbe komunistov. Takrat pravih strank še ni komunističnih, so stranke druge, vendar ne še komunističnih. Tako da ja, ena najstarejših pa leta 1912 nastane, seveda zveza tako imenovanih ruskih, bodočih sovjetskih komunistov. Vladimir Lenin je eden od tistih ustanoviteljev in gonilna sila, se pa 1912. leta v Pragi zberajo in združijo, ker seveda znotraj ruskega carstva je to prepovedano in preganjano. Tako da ja, čedalje bolj se tudi nezadovoljni delavski razred, vemo, ki še vedno v tovarnah dela, nekje v boljših, povečinoma pa v slabih realno razmerah takrat. In ti ljudje se zelo navdušujejo za to idejo komunizma. Se pa že vidi zvezda Lenina, da bo šla tukaj. Takšno je nekako stanje tik pred izbruhom, recimo Prve svetovne vojne, oder se že pripravlja. Zdaj omenjaš vzpon Lenina, takrat je treba omeniti letnico 1917, ko se je v Rusiji zgodila velika leninistična revolucija. Kdo je v bistvu takrat financiral odpravo Lenina v Rusijo in seveda zakaj? Ja, Prva svetovna vojna, ki izbruhne, vemo, med evropskimi velesilami, kraljevinami, med cesarstvi, kakorkoli, o tem smo že imeli oddaje, so sploh komunisti tisti, ki so glavni nasprotniki te vojne, takrat, velika vojna, kot ti takrat rečejo, ker češ, oni trdijo, to je vojna oblastnikov in kapitalistov, vojna kraljev, kot trdijo komunisti, in marsikdo ne želi iti služiti na fronto svoji domovini in svojemu kralju. In angleški in francoski komunisti nekateri imajo že pomisleke. No, najbolj se pa to zopet v Ruskemu carstvu odraža, kot si rekla, leta 1917, ko se zgodi najprej februarja že velika revolucija v Rusiji, v Sankt Petersburgu, kasneje, potem še to septembra, oktobra tistega leta, ko pa pride Lenin, ki je bil prej v Švici v izgnanstvu, je pa tisti, ki bo dejansko komunistično revolucijo uvozil v svojo domovino. Kdo ga je financiral, ko vprašaš, v ozadju je nemški cesar William II. Torej tisti, ki je pripadnik plemstva in kapitalizma, na prvo komu ne bi pripisali, ki izgublja takrat že vojno, za Nemčijo je že malce kriza takrat.
zaradi neuspehov in pomanjkanja čet. Vendar nemški cesar, njega ne zanima, kakšne bodo posledice komunizma ali sploh bodo. On si želi, da bi na vzhodu Rusijo čim prej izločil iz vojne, da se gredo nemške čete na zahod bojevati nazaj proti Britancem, Francozom, da tam okrepijo že pač prisotne nemške sile. Kar mu nekako uspe, ker Rusija zaradi revolucije gre iz vojne. Kaj pa se v revoluciji zgodilo? Lenina ljudje na veliko pozdravijo, zelo resno ga vzamejo, velika večina prebivalstva takrat. In revolucija je v 1917 zaključena. Lenin stranko teh bolševikov in tako imenovanih sovjetov, to so pripadniki pač te njegove stranke, sovjetov je zelo veliko. Zato on seveda, ko Rusko carstvo ukine, ustanovi tudi leta 1922, recimo že kasneje, novo državo imenovano Sovjetska zveza, vemo, ki bo obstajala do 1991. Seveda, v tej revoluciji je še krvava državljanska vojna sledila od leta 17 do 1922, tako da je Lenin v bistvu res nasilno so tukaj ti bolševiki, sovjeti, to oblast komunistično prevzeli, kot se bo v marsikakšni državi še kasneje zgodilo. Ampak, ko omenjaš to rusko državljansko vojno, z njo v bistvu povezujemo tudi nastop Feliksa Dzeržinskega. Tako, Feliks Dzeržinski, ja. Ja, kdo je bil on? Kakšne metode je tudi uporabljal pri svojem vodenju? To je pa tisti žalostni primer, kjer se pa prvič manifestira groba sila pač tega gibanja, v tem primeru komunističnega. Češ, ki deluje po načelu, po reku, dejansko po reku, kdor ni z nami, ta je proti nam. Oni želijo preobraziti celotno rusko družbo, celega bivšega ruskega carstva. Spravi vse narode znotraj, Rusi, Belorusi, Ukrajinci, ki so jih takrat ponovno si pripojili leta 1922. Potem recimo tudi ta azijska plemena, ki v vzhodnem delu Rusije živijo. Vemo, Rusija ima skupaj skoraj 300 etničnih skupin, 298, če se ne motim, še dan danes, Ruska federacija. In tukaj želijo na hitro, umetno in precej nasilno upeljati ta sistem, žal. Tako je to potekalo, ampak to so dejstva. Feliks Dzeržinski, ki ga omenjaš, potomec poljskega plemstva originalno, vendar takrat že seveda ruski državljan, je bil eden tistih, ki je v imenu Lenina, svojega gospodarja, vodil tajno službo, takrat imenovano Čeka, torej tista, ki obračunava z nasprotniki sistema. Čeka je že bodoči KGB, da si naši gledalci predstavljajo, kasnejši. Zelo takšna zlovešča služba, že ime KGB nam domišljijo, da nas razvname. In ti čekisti so tisti, ki izvajajo tako imenovani rdeči teror nad prebivalci. Sam Feliks je skoval to besedno zvezo, rdeči teror. To je pač na njihovem lastnem zelniku zraslo. In vsi tisti, ki so še caristični državi privrženi, in buržoazija, in tudi veliko intelektualcev, plemstvo sploh je preganjano. Veliko ljudi je pobegnilo, vemo, v Zahodno Evropo, ali v Nemčijo, ali Francijo, ali Anglijo, pred to revolucijo, ampak Feliks Dzeržinski v imenu Lenina je kar železno roko to vodil. In ta državljanska vojna je leta 1922 zaključena in sedaj so pač ta komunistična stranka Lenina, sovjetska komunistična stranka je močno na oblasti od tega leta. So nekako zreformirali državo, vendar seveda veliko ljudi je bilo prijetih ali ubitih, mučenih ali nasilno deportiranih v taborišča v Sibiriji, kjer se to že odpirajo, ta taborišča, še huje bo za časa Stalina kasneje. Tako da ja, tukaj je pač kar precej z revolucijo in z državljansko vojno je to v Rusiji prišlo na oblast. Ampak v bistvu čas, ko se je komunizem najbolj razširil, je bil pa čas po drugi svetovni vojni. Se pravi, nekako obdobje od leta 1945 do 1989, je v bistvu za Evropo pomenilo neko obdobje komunističnih režimov. Kje vse se je zgodil komunizem, kako se je manifestiral? Ja, najprej se bo vse območje in deželo ogledala, kjer to pride na oblast, kasneje bo pa izpostavila nekaj najbolj zanimivih in zakaj.
Od leta 1945, vemo seveda, 1939-1945 imamo zopet še eno morijo sveta, drugo svetovno vojno, še mnogo hujša kot prej velika prva svetovna vojna. Ker se je svet bojeval proti nacifašistom, vemo, zaveznik in demokratični Zahod in takrat že tudi komunistična Sovjetska zveza, ki jo vodi že Josif Džugašvili Stalin, pač Gruzinec po rodu, pa vendar je prevzel od Lenina vodstvo komunistov in države Sovjetske zveze. Zgodnja 20. leta že. In Stalin je potem vladal do 1953, do smrti, vemo. Tukaj po letu 1945 se pa že kažejo, že v zadnjih mesecih druge svetovne vojne, Zahod je bil pač v zavezništvu s Sovjetsko zvezo, takrat z državo, kjer že je na oblasti diktatura Stalina. V tem primeru pač komunizem tam. In Stalin je tisti, ki po drugi svetovni vojni kot zelo zvit politik in nekako, vemo, narod, ali bodisi so ga častili njegovi privrženci v Sovjetski zvezi, bodisi so se ga bali ali sovražili. Večino teh ljudi žalostno je končala, ali so morali pač v inozemstvo, pregnanstvo, tisti, ki so bili srečni, da so mu šli. Večinoma pa seveda, ki jih je sistem aretiral, so šli po te gulage, recimo v Sibiriji. Ampak poleg njega po drugi svetovni vojni praktično celotna vzhodna Evropa, ki dobi ime vzhodni blok, kar bo obstajalo do konca 80-ih. Vse te države zapadejo pod sovjetski vpliv. Poljska postane komunistična s časoma. Potem tudi Češko-Slovaška, komunistična revolucija šele leta 1948, pa vendar. Recimo tudi na Balkanu so pomembne države. Romunija dobi komunizem po drugi svetovni vojni, ko tudi kralja monarhijo odpravijo leta 1947. Bolgarija postane komunistična. Seveda Madžarska tudi, država, ki je vmes med Češko, Slovaško in Romunijo. Vse to postane in tudi domače komunistične stranke, ki so pod sponzorstvom sovjetske komunistične stranke, pridejo na oblast. In tukaj recimo tudi Albanija kasneje je primer na Balkanu, ki je bila tudi nekaj časa pod komunizmom. Jugoslavija je poseben primer, bova si na koncu gledala, recimo tudi kakšna je bila država Josipa Broza Tita. Ampak zanimivo je pa, sedaj vidimo, da se je manifestiralo tisto, o čemer sta na nek način Marx in Engels pač definirala, že Lenin in kasneje Stalin sta advokata, tudi botra tega. Namreč, da mora diktatura proletarijata vladati. Vendar, kaj se je zgodilo v večini vseh teh držav, kako se je to manifestiralo? Dejansko povsod je prišla na oblast diktatura, ker komunizem enako kot recimo nacizem ali fašizem ne dovoli nobenih drugih strank. Razen samega sebe, svojo stranko, kar pomeni en voditelj, ena komunistična stranka, ostalo je prepovedano, to je, se pravi, antidemokratično gibanje. In večinoma ti diktatorski režimi, ki so sedaj na oblasti, želijo upoštevati marksistično pač doktrino, češ, da bo skupna lastnina, kapitalistični sistem je odrinjen, ukinjen povsod in naj bi bilo skupno dobro za vse. Kaj pa se dejansko zgodilo? Po vsaki te deželi, ker je vladajoča stranka, žal največ koristi in dobička imajo vedno člani partije oziroma voditelj dežele. Tako da narod živi relativno, pa precej niso dobri kriteriji življenja, nekje je celo huda revščina, sama Sovjetska zveza, Romunija je tudi dober primer, Bolgarija, tukaj je to kar v hudih oblikah, tako da morajo pač pa poslušati režim, nihče ne sme ugovarjati. Spravi, življenje za delavce načeloma ni dobro. Nivo življenja je seveda slabši kot v demokratični zahodni Evropi, da se razumemo. Imajo neke bonitete, seveda, recimo, kot pravijo v dobrem, zdravstvo je zastonj, nekako naj bi bilo tudi določene socialne reforme nekje izvajajo.
Tako da nekaj teh bonusov je, vendar pa še vedno je povsod diktatura in tisti, ki se opira, bodi si ga aretirajo, bodi si še kaj hujšega. Tako da ta vzhodni blok je obstajal vse do 1989, celo 1991, na koncu, ko bodo pa te revolucije, pomlad narodov vzhodne Evrope, kot bi lahko rekli, do česar še pridemo malce kasneje. Goran, zakaj pa je leta 1949 nastala politično vojaška zveza NATO in seveda, kaj ta pomeni? Ja, to je nekaj tudi danes še aktualnega, ko vsak dan v novicah v NATO poročamo, vemo, trenutna vojna v Ukrajini. Leta 1949 je to nastalo na pobudo pač demokratičnega zahodnega sveta. Večina takratnih evropskih držav se je vključila, sploh zahodna Nemčija, Francija, zahodna Nemčija malce kasneje, Velika Britanija, Francija, recimo, tudi dve severnoameriški, ZDA in Kanada. Z leti se je NATO širil, to je vojaška in politična zveza, vemo. Severnoatlantski pakt oziroma sporazum, kakorkoli. North Atlantic Treaty Organization, originalno pač v angleščini, kot protivtež tej stalinistični politiki oziroma protivtež, ker je takrat bojazen, da bi se stalinizem oziroma komunizem razširil še v druge dele, v zahodno Evropo. In ta zveza nastane, da bi morebitni sovjetski vdor preprečevala. Tako da, ja, to je močna vojaška organizacija, čedalje močnejša v tekom desetletij, ker vemo, da se je širila. Nastala je pa ravno zaradi tega takrat, moramo vedeti. Ni zaradi lepšega nastala, ampak zaradi te grožnje stalinizma. Kasneje, leta 1955, je komunistični sistem, vzhodni blok Evrope, ustanovil pa recimo novo, kot neko tako imenovani Varšavski pakt. To so bile pa dežele vzhodnega bloka, kjer je na oblasti komunizem, da kontrira NATO, da ne bi pač stranista nekako v neki pad poziciji, da ne bi prišlo do velike globalne vojne, nove med njima. Tako da, ja, ampak Varšavski pakt je danes zgodovina, vemo, da je bil ukinjen, medtem ko NATO še obstaja, zanimivo. Je pa NATO izključno zaradi tega takrat nastal. Zakaj pa je letnica 1968 pomembna za evropski komunizem, ne? Takrat se začnejo kazati prve razpoke. Tako, med samimi zavezniki v vzhodnem bloku, neodvisno od NATO in zahodne Evrope, ja. Tukaj se vidi pa razlika že v, recimo, komunističnih sistemih. Recimo, to se vse zgodi zaradi Češko-Slovaške, ena najbolj zanimivih članic tega vzhodnega Varšavskega pakta, ker leta 1968 pride na oblast zelo pomemben politik, njihov premier takrat, Aleksandar Dubček, ki želi nekakšno revolucijo izpeljati oziroma reformo, ker si želi komunizem z bolj človeškim obrazom, kot se je sam izrazil, oziroma socialistično reformo, češ, on je tisti, ki dejansko vidi, da stalinizem ne deluje, da je zelo proti antihumano gibanje. In tukaj se že nekateri komunisti bolj socialistično obnašajo, ker socializem ima neke težnje oziroma iste smernice kot komunizem, pa vendar gibanji nista čisto isti, ne moremo jih kot isto definirati. Še vedno so vsi raje, nekako več ljudi se je odločilo za socializem kot komunizem, pač, če bi jih že vprašali. Pa vendar, Dubček je ta advokat, pravi, da Češko-Slovaško vidi kot most med vzhodom in zahodom. Ja, tako da seveda na Češkem ljudje pozdravijo to, so zelo zadovoljni, seveda, saj so ga tudi izvolili, kar je nenavadno takrat, da skoraj da demokratične volitve, če ravno uradno ne, seveda. Ni pa to všeč seveda šefom v Moskvi, Sovjetski zvezi, in takrat izvedejo invazijo na Češko-Slovaško. Vojska sovjetska pride v Prago, v Bratislavo, tanki pridejo, ljudem zagrozijo, ljudje se tudi upirajo kar na ulicah. Ne samo Sovjetska zveza, tudi zaveznice ostale, Poljska in Madžarska takrat so napadle Češko-Slovaško pod ruskim pokroviteljstvom. Tako da to še dan danes je boleč, ta revolucija je zatrta,
seveda Češka dobi zopet železno roko komunizma, potem v 70-ih, 80-ih dalje zaradi tega upora Dubček je odstavljen. In nekako se tista stara sapa nadaljuje. Vendar pa se vidi, koliko je vreden Varšavski pakt. Države članice so napadle drugo državo članice. In tukaj morda še danes ta strah vzhodnega dela Srednje Evrope, recimo Češka, Slovaška ali Poljska, strah tudi pred rusko politiko. Tudi tukaj imamo te korenine. Zakaj se nekateri še danes tega bojijo? Čeravno uradno komunizma ni več. Pa vendar vidimo, da je sovjetska politika nepredvidljiva v tistem času. Edina država, ki ni želela napasti Češko-Slovaške v tem paktu, zanimivo, je Romunija, diktatorja Nikolaja Čojšeskoja, ki pa je edini, ki je rusko invazijo na Češko-Slovaško obsodil. Nenavadno. Vendar vidimo že nesoglasja med samimi režimi tukaj. Takrat konec 60-ih se to že pozna. Kje pa bi lahko rekel, da se je komunizem pokazal v svojih najhujših nijansah, v katerih državah? Ja, najprej se bo Evropa tu gledala, potem pa še malce na svetovni oder, o čemer nismo nič slišali. Recimo v Evropi vsekakor Sovjetska zveza, kjer je vladal Stalin do leta 1953, potem ko je to njegov naslednik, recimo Nikita Hruščev ali še kasneje Leonid Brežnjev, ki so prevzeli, se je to malce omehčalo, pa vendar diktatura je obstajala ves čas, enostrankarski sistem. Težava je v tem, ker ogromno ljudi je bilo ogromno pogromov in nekakšnega genocida se je izvajal v Sovjetski zvezi. Stalinistična politika, razredno čiščenje, kot ima to Stalin. Najbolje so trpeli veliki kmetje, kulaki, recimo, kot se reče. Tisti, ki so bili bolj bogati veleposestniki v Sovjetski zvezi, še prej v carski Rusiji, ogromno so jih preselili ali izselili. Vse se je nacionaliziralo, ta podjetja ali kmetije, vse se je ukinilo. Stalin hoče z železno roko izvesti do konca to revolucijo. Tudi veliko etničnih skupin drugih, določena turkmenski narodi ali azijski v Sovjetski zvezi, recimo Tatari iz Krima, današnja Ukrajina pod rusko okupacijo, Krimski polotok. Stalin jih je že leta 1944 izselil v Sibirijo. On je tisti, ki enostavno razseli ali razžene določene ali narode ali bogate družine. On želi enolično družbo, kolektivni To je tudi, seveda, buržoazija in intelektualci so tudi preganjani. Vemo, ker je bil pa Stalin še človek svoje narave, kot neka vrste psihopata, tudi njegovi zavezniki in prijatelji niso bili varni pred njegovim gnevom. Nikoli nisi vedel, kaj mož razmišlja zjutraj, do večera je lahko že spremenil miselnost. So šli lahko že celo njegovi prijatelji v taborišča. Tako da nasploh Sovjetska zveza je bil surov sistem. Druga taka država je vzhodna Nemčija. Vemo, po drugi svetovni vojni se je Nemčija razdelila na demokratično zahodno in komunistično vzhodno. Čeravno se reče vzhodni Nemčiji Demokratična republika Nemčija. To je banalen primer, vemo, da ni demokratična. Kot recimo tajna služba KGB v Sovjetski zvezi. V vzhodni Nemčiji se reče Stasi, tej vzhodno-nemški tajni službi, ki tudi ta brutalna, nekako neprijazna načela režima uveljavlja nad ljudmi. Ravno tako želijo brezrazredni, brez državo, brez razredov, kolektivni intelektualci nekako skoraj da ne smejo biti intelektualci in podobno. Je pa še ena država, kjer se je pa morda najbolj brutalno manifestiralo, to je pa na Balkanu, v Romuniji. Že prej sem omenil Nikolaja Čojšeskoja, diktatorja. On je pa tisti, ki na začetku niti ni bil tako progresiven oziroma zatiralski, ko pride leta 1965 na oblast. Je pa kasneje postal, v 70-ih in 80-ih, kot neka različica Stalina ali kot pravijo danes Romuni še hujša varianta nekdanjega Stalina. Ker kaj se je možu zgodilo? Obiskal je, nekoč je bil povabljen v Severno Korejo, kjer vlada družina Kim,
že od začetka, odkar je komunistični sistem. In je tam videl, kakšen kult osebnosti izvaja severnokorejski komunistični voditelj in je tudi Ceausescu zapadel pod to. In v Romuniji je totalno represijo uvedel. Na koncu je bilo tako hudo, da je on in njegova stranka sta dejansko oropala lastni narod. Uradno je marksizem na oblasti, komunizem, Ceausescu se obnaša pa kot največji tat sveta, tat lastnega naroda. Celo mislim, da je bil liter vode na povprečnega Romuna določen na koncu, da lahko porabi. Ali za pitje, ali za umivanje, to se vsak posameznik določi. Vse naravne vire, vse je pobral zase in vemo, narod mu je sam sodil decembra 1989, ko so ga soprogo postavili pred zid in ustrelili, ta vladajoči par v Romuniji. Tako da Romunija je zelo hud primer v Evropi, kakšen sistem se je povzdignil. Če pogleda pa v svetu, imamo recimo Severno Korejo, sem že malce omenjal, od 50 let dalje, ko se Koreja razbije z vojno na severno in južno. Južna ostane prozahodna, uradno demokratična, severni pride seveda na oblast uradno komunistična stranka, korejska, sedaj severno-korejska. In generacija družine Kim, to je ta dinastija praktično, kjer je postala država skoraj da kot monarhija. Danes mislim, da vlada že tretja generacija, Kim Jong-un je vnuk prvega. In tukaj je pa največji kolektivni in indoktrinacija severnokorejskega naroda, da ga častijo kot vrhovnega voditelja in podobno. Od te družine se je sam Ceausescu že učil, kot smo videli. Tudi pogoji življenja so strašni, plače ene najbolj nizkih na svetu za severnokorejskega delavca. Njihova velika soseda, če gremo na zahod od Koreje, je seveda Kitajska. Že leta 1949 pride tam z revolucijo tudi na oblast Mao Tse-tung, še en znameniti azijski voditelj, glasnik pač komunistične stranke na Kitajskem, ki je kasneje tudi s tako imenovano kulturno revolucijo v letih 66-76 očistil družbo. Buržoazijo, intelektualce seveda so preganjali in so delavca častili, pač seveda, da mora biti to nad vsem. Vendar vemo, Kitajska je tudi danes še močno v primežu diktature. Kitajska in Severna Koreja imata še danes ta režim na oblasti, da ne pozabimo. Tukaj je bilo še več žrtev, baje kot pod Stalinom, kot poročajo iz kitajski viri, ko pride Mao Tse-tung na oblast. Kambodža v Aziji je tudi žalosten primer, kjer so rdeči kmeri vladali, vemo. Pol Pot, njihov diktator v 70-ih letih, je v taborišča zaprl ljudi, ki so nosili očala, ljudi, ki so znali tuje jezike, bodisi angleščino ali francoščino, ker je želel poenostaviti, narediti narod kmetov, vsi skupaj, da bi kmetovali, tudi intelektualci in profesori. Kmetom samim ni bila taka težava, ker so o tem odraščali. Ampak ves tisti meščanski del Kambodže in izobraženci, oni so pa tukaj zelo slabo, bova rekla, nekaj grdega so doživljali pod Pol Potom. Recimo tudi v Vietnamu je prišlo na oblast, tam je bila seveda še vojna, to je debata zase, ker Vietnam je obsežna debata, Ho Chi Minh je zavladal recimo. Vendar Vietnam kasneje je komunizem sam po sebi padel, vemo, se je zopet združil z Južnim Vietnamom in danes je samo ena država, Vietnam, kot jo poznamo. Tako da ja, v Aziji morda najhujši primer ravno Kambodža, še hujši od Kitajske in Severne Koreje, kjer pa ni trajalo. Danes ni več v Kambodži tega. Ampak na Zahodu pa komunistični režim ni vladal. Zahodna Evropa, recimo. V kateri državi je bil pa vseeno najmočnejši in tudi v povezavi s tem zagotovo je treba omeniti tudi Rdeče brigade. Ja, tako. Recimo Zahodna Evropa, močna komunistična gibanja, stranke, kakorkoli ali simpatizeri, vsekakor Italija, Francija, Zahodna Nemčija. Tukaj jih je morda največ. Nekateri gledajo to bolj humano, tisti, ki si želijo priti na oblast
v Zahodnji Evropi in jim Stalin ni model, da to omeniva, ker so se učili iz napak tega vzhodnega režima, stalinizma, leninizma, kakorkoli. Nekateri drugi v Zahodnji Evropi, lahko pa rečemo, so pa zelo agresivne skupine, domala teroristične. Omenjala si v Italiji Rdeče brigade, recimo, od leta 1970 dalje so bile zelo močne, fanatični pač privrženci tega leninizma, marksizma, se kot v neke teroristične celice organizirajo. Tudi veliko bombnih napadov, atentatov so izvedli, tudi na italijanskega ministerskega predsednika, recimo leta 1978, Aldo Moro je zanimiv primer, ugrabljen in potem so ustreljenega našli v nekem prtljažniku v avtomobilu, ga oblasti, policija ga najde. Tako da te Rdeče brigade so bile kar strah in trepet v Italiji. Italija, vemo, je imela v zgodovini ogromno nekih skrajnosti. Na jugu več različic mafije, od Cosa Nostra na Siciliji, Ndrangheta, recimo celinska južna Italija ali Camorra. Potem imeli so fašizem in imeli so enako fanatične Rdeče brigade, komunizem. Tako da italijanska policija je imela težko delo v zadnjih desetletjih z vsemi. No, podobno je pa tukaj tudi, če omeniva na zahodu, še zahodno Nemčijo, kjer pa Andreas Bader in Ulrike Meinhof, recimo Bader-Meinhof bande, kot ti rečejo Nemci, tej teroristični organizaciji. Tolpa neke vrste, je pa tudi od leta 70 in celo do leta 1998 delovala. Tudi oni so bili zelo protiimperialistični, proti kapitalizmu, proti politiki Združenih držav Amerike, proti politiki domovine Zahodne Nemčije. Oni so pač to vse obsodili, tudi vojno v Vietnamu so obsodili, zato so imeli na začetku kar nekaj podpore ljudstva nemškega, nekateri so jih celo občudovali, pač ker so bili proti ameriški imperialistični politiki. Ampak kje se je stvar zalomila, ko so se začeli posluževati podobno kot Rdeče brigade, terorističnih dejanj, nastavili recimo bombo v Nemčiji na ameriško ambasado, bomba je ubila ogromno nedožnih in vojakov in civilistov, recimo. Več bombnih napadov ali terorističnih napadov, atentatov na nemške politike, ki so jih postrelili v parku ali kakorkoli. Tako da ta tolpa je bila tudi kar zelo nekako zlovešča in je zelo slab zgled za komunizem dajala, recimo, kako oni vidijo to, pač primajo v roke orožje in podobno. Seveda, da omeniva še enkrat, niso bile vse te skupine skrajne in nasilne v Zahodnji Evropi. Sedaj smo omenila dve najbolj fanatične, italijansko in zahodno nemško. To se je dogajalo. Lahko bi sicer rekli, da obstaja več vrst komunizma, obstaja tudi krščanski komunizem. Kako bi ga definirali? To je pa veliko advokatov tega, in Francija, Nemčija in Rusija. Je veliko ljudi, seveda kristjanov, katoličanov ali pravoslavcev v Rusiji, ki pač se sklicujejo na krščanski komunizem. To je malo znan podatek, recimo, ljudem. Je pa zanimiv, ker recimo oni so pa tisti, ki trdijo, češ, da je že Jezus Kristus pač tisti, ki naj bi bil prvi komunist, zanimiva teza, ker je pridiga o enakosti, o razumevanju in trdijo celo, da tudi on ni bil naklonjen zasebni lastnini. Iz tega to izvira, da je treba skromno živeti. In pravijo celo, da apostoli po Jezusovi smrti in potem, ko naj bi vstal od mrtvih, že sami njegovi apostoli, če pa ne oni, pa prvi kristjani, v prvih desetletjih so v nekih komunah živeli in se zgledovali potem. Tudi niso imeli svoje zasebne lastnine, recimo. Tako da nekako ti krščanski komunisti so to povezali ideologijo Jezusa Kristusa in Karla Marksa v eno. To je zanimivo. Kar nekaj zagovornikov te teorije se najde po Evropi še dan danes. To je zanimivo, ja, tak podatek. Goran, že prej si omenil, da je treba v povezavi s komunizmom omeniti tudi Jugoslavijo oziroma tudi današnjo Slovenijo, pa Josipa Broza Tita.
Tudi v današnji Sloveniji je vladal komunizem med letoma 45 in kaj bi rekla, 89, 90 ali 91, kakorkoli pač vzamemo, takrat, ko je Jugoslavija umrla. Ja, vemo, da ta komunistična stranka Jugoslavija že leta 1919 ustanovljena, mnogo pred drugo svetovno vojno in je bolj ali manj v ilegali v kraljevini Jugoslaviji takrat. Že takrat je ta tako imenovani karizmatični voditelj, kot se je predstavil Josip Broz Tito. Vendar pa to bolj dobi zagon šele za časa druge svetovne vojne. Vemo, ko pride do odpora proti nacifašistom, proti okupatorju, in to partizansko gibanje prevzame ravno Josip Broz Tito, vemo. In tukaj ne samo, da je odpor proti tem nacifašistom, kar je pač upravičeno, ampak znotraj tega partizanskega gibanja seveda prevzamejo to s časoma komunistična stranka, kar je Josip Broz Tito. In do leta 1945, vemo, ko je vojna končana, na nek način je potekala še ta državljanska vojna takrat tudi, recimo znotraj same Jugoslavije, med pač komunisti, tisti partizani, ki so komunisti, in med ljudmi, ki se niso strinjali s to ideologijo. Bodisi ti na drugi strani so bili prej nekako kolaboranti z okupatorjem, veliko pa tudi tistih, ki z okupatorjem niso sodelovali, niso pa se strinjali z idejo komunizma, to je zanimivo. Vemo, po drugi svetovni vojni je pač Tito te ljudi nekako, njegov sistem, vemo, obsodil pač bilo je kar precej teh povojnih pobojev, v tem je zelo odprta in kočljiva debata še dan danes, boleča rana slovenske politike, še v letu 2023 in bi o tem lahko imeli posebno oddajo, pa danes seveda ne bova o tem govorila. Ampak potem naprej, vemo, do konca 80-ih let, ima Jugoslavija uradno tudi komunistični sistem, vse do razpada, vemo, socialistične federativne republike. Lahko rečemo kar do 1991, če podaljšamo. Se pravi, ni demokracija, tako kot na Zahodu, ker vlada ena stranka, en voditelj, pač Tito v tem primeru. Se pa ta sistem definitivno loči, moramo reči, od teh vseh vzhodnih, ki sva jih prej omenjala, ker dejansko obstajajo razlike. Ne moremo jugoslovanskega komunizma recimo z romunskim primerjati ali s sovjetskim, kjer so ljudi ves čas zapirali v taborišča, kjer dejansko je bila vsa religija tudi strogo prepovedana. Določeni, da še to omenim, načeloma komunistični ideologiji ni všeč niti religija, in vemo, da so zelo temu nasprotovali. Kot je rekel Engels, vera je opij za ljudstvo. To je zelo znamenit rek. In načeloma komunizem ni bil niti kapitalizmu, se pravi, niti religiji naklonjen. Vendar Jugoslavija je imela tista najhujša represivna leta takoj po drugi svetovni vojni, od leta 1948 do začetka 50-ih let, ko obstaja znameniti Goli otok, vemo, kamor so politične nasprotnike zapirali. Kasneje se je pa to seveda razpustilo in je malce drugače delovalo do konca 80-ih let. Še vedno je bila malce bolj omiljena različica kot Čaušeskov režim, ki je desetletja enako zatiralski, recimo. Ampak ne moremo pa reči, tudi Jugoslavija se je bolj nanašala še vedno na Zahod, bila je seveda v svetu neuvrščenih, kot neutralna, ni želela iti pod Varšavski pakt. Tudi to je razlika, ta pakt, ki smo ga preomenjali. In je tudi finančno pomoč od Zahoda prejemala. Se pravi, da Jugoslavija tukaj močno izstopa od teh vzhodnih sosed, pa vendarle ni bilo uradno, pa ni demokracija, vemo, ker je bila ena stranka. Tako da to je zanimivo. V jugoslovanskemu komunizmu ali socializmu, kot so tudi rekli, se je mnogo med angleškimi zgodovinarji tudi na Oxfordu razpravljalo, zakaj je ta država neki posebni status imela. Bila je kot nek svet vmes med vzhodom in zahodom, zanimivo. Vsekakor so se pa tudi krivice zgodile, kot tudi, da je tudi na nek način je tudi kasneje morda nekaj dobrega dala.
namreč to, da ni bilo takšno preganjanje kot na vzhodu, pa vendarle, demokracija je bila tuja. To je črno na belem. Tako da to je zanimiv primer. Goran, če greva še v primerjavo različnih sistemov in njihovih žrtev, kapitalizma, komunizma, fašizma, kaj bi rekel primerjalno? Kdo, koliko, kakšne so bile žrtve, kakšni so bili sistemi? Ja, zanimivo, ko te tri omenjava, o kapitalizmu nismo še toliko povedali, pa vemo, obstaja že stoletja. Nizozemci so zelo veliko naredili, da se je že v 17. stoletju združena vzhodno-indijska družba, da se je kapitalizem razširil po Evropi in po svetu. Vemo, uradno demokracija ga priznava, ga nekako dovoljuje, različno deluje, včasih vemo, velikokrat je lahko tudi do neke mere izkoriščevalski, odvisno od firme ali delodajalca. Zelo je splošna tematika, kako bi kapitalizem definirali, o tem bi lahko posebej oddajo tudi naredila, pa če še nismo imeli. Pa vendar, če si pogleda, je pa tisto, kar demokracija pač priznava in je ves čas že med nami. Če gremo pogledati pa fašizem ali komunizem, kot si rekla, sta pa tista, ki sta v zelo kratkem času oba dva kar precej žrtev nanizala. Se pravi, že v prejšnji oddaji smo imeli o fašistih, ki uničujejo vse tiste, ki niso proti njim. Vendar fašizem loči seveda nacionalno, lahko tudi rasno. Rasen načeloma ni bil, ampak šele recimo italijanski fašizem leta 1938, ko je nacizem Adolf Hitler pritisne na Mussolinija, da mora tudi fašizem Žide izločiti iz Italije. Pa vendar, fašizem gradi na nacionalnosti in na rasi in določene narode obsodi, da jih je treba spreobrniti ali kakorkoli iztrebiti. In je veliko žrtev seveda imel, sploh zaradi druge svetovne vojne, 60 milijonov, kakor ocenjujemo. Komunizem je pa tisti, ki ne loči po rasah in po narodih, ampak je razredno preganjanje, ločuje po razredih, kot smo videli. Komunizem se želi razširiti načeloma po celemu svetu. Ideja Marksa je bila, ali pa tudi kasneje Lenina, kakorkoli, da bi se v sleherni evropski državi zasidral. In se pravi, ker je pa veliko držav ga dejansko dobilo, Sovjetska zveza, Kitajska, kot smo videli, Kambodža, Severna Koreja, vzhodni blok v Evropi, je pa logično v toliko letih in desetletjih, trajajo desetletja, za razliko recimo fašizem je še vedno zgolj 20 let, komunizem pa skoraj pol stoletja v raznih državah. Zato je nekako logično, da so ti režimi na koncu imeli na vesti skoraj da še več žrtev kot prej fašisti. Ker je bilo toliko državah in ker je toliko časa trajalo. Sploh Sovjetska zveza in Kitajska sta žrtve šteli v milijonih in milijonih. Pod Stalinom ali pod Mao Tse-tungom. Ker vemo, Kitajska je tudi ena najbolj naseljenih držav na svetu in logično, da je bilo tam žrtev še več in tistih, ki so bili strani Maa preganjani, strani režima. Tako da ja, zelo blizu sta si v številu žrtev fašizem in komunizem, vendar so zgodovinarji dokazali, svetovni, evropski, da je več žrtev povzročil komunizem dolgoročno, kakor prej fašizem. Ne vemo pa, kako bi bilo, če bi fašizem trajal v Evropi pol stoletja. Morda še hujše, morda isto. Tako da tukaj so špekulacije. Vsekakor, da, to sta dva režima, in fašizem in komunizem, ki sta Evropi in svetu kar precej žrtev žal prinesla. Čeravno, kot smo videli in pri fašizmu in komunizmu, da na koncu še to poudarim, so neke točke, uradno v teoriji, seveda v praksi smo videli, da je drugače, vendar v teoriji so neke točke in fašisti in komunisti imajo, ki prepovedujejo, recimo ženske želijo imeti za enakopravne, in fašisti in komunisti. Otroško delo ni ravno zaželeno, da bi bili izkoriščani. Se pravi, so neke humane točke, redke v teh pamfletih, manifestih, ampak večinoma vsega ostalega pa vidimo je pa surovo, žal. In kako se je to manifestiralo. Zgodovina je pokazala in pri enih in pri drugih. Goran, žal se nam čas počasi izteka, zato če skleneva, kaj bi lahko rekel? Kaj je zapuščina komunizma in kako ga svet dojema danes?
Ja, zanimivo je sedaj, sploh po letu 1991, se sploh v Evropi rado razpravlja o tem, ker so seveda nekatere države, Sovjetska zveza, vzhodna Nemčija, Jugoslavija, Češko-Slovaška, ni jih več. Države so razpadle, z njimi tudi ti režimi. Je pa vsekakor ideologija preživela. Vidimo danes ne samo pri kakšnih politikih starejšega kova, tudi pri mlajših ljudeh vidimo, da nekateri se kar precej na to idejo komunizma navdušujejo, bodisi, ker so bolj levičari pač po politični usmeritvi. Tisti, ki so levičarsko usmerjeni, se pač po temu zgledujejo, kako gledajo na ta dejstva in na napake, ki jih je komunizem pač povzročil, to je sedaj vprašanje. Zakaj se navdušujejo? Morda gledajo samo idejo, kaj sta originalno učila Marx in Engels. Žal smo pa videli, praksa je pa čisto nekaj drugega pokazala po državah. Seveda, na drugi strani so pa ljudje, ki ga seveda obsojajo in se bojijo, da se to ne bi spet ponovilo. Se pravi, še vedno je to neka senca, ki nad Evropo in nad svetom visi. Vidimo Kitajska, Severna Koreja, tudi Kuba, še bi lahko rekli. Tukaj se je to nekako ohranilo. Vendar pa tisti ljudje, ki se ne strinjajo s tem, se ne strinjajo niti že samo zaradi teorije, z Marksovo teorijo se ne strinjajo, sploh pa ne zaradi tega, kakšno opustošenje so določeni ti režimi pustili, Romunija, Rusija ali Kitajska recimo. Tako da ja, vsekakor ideologija še zdaleč ni mrtva, pokopana, vidimo, da še vedno živi. Recimo podatki, trenutno vidimo, poteka rusko-ukrajinska vojna, zopet so se poročila pojavljala, da ruski komunisti zopet močni postajajo, to pa zato, ker vsi nasprotujejo politiki diktatorja Vladimirja Putina. To je en takšen manj znanih, a zanimivih podatkov. Tako da očitno so še vedno na sceni, tudi v Rusiji. Torej bomo videli, kakšen bo razplet. Kakšen bo razplet in kakšna je sama prihodnost Evrope, to je zanimivo. Ja, vsekakor je zelo pomembno zapuščino. Pač je dalo, to bova rekla, politično, ekonomsko gibanje Evropi in svetu, pač nekaj, kar ne moremo ignorirati, bilo je med nami. Goran, uspešno sva zakorakala v novo sezono oddaje Svet skozi zgodovino. Kaj nam pripravljaš za naslednjič? Ja, naslednjič bomo gledali zopet neko deželo oziroma regijo, kakorkoli, evropsko seveda. Imeli smo že zgodovino različnih držav. Imeli smo že Italijo, da omenim, že pred leti. Sedaj se bo pa eno izmed regij ogledala. Naslednjič zgodovina Sicilije, tega znamenitega otoka pod Italijo. Super, pestra, zanimiva in zagotovo nas bo zanimala. Tako. Odlično, najlepša ti hvala za vsa pojasnila in seveda hvala tudi vam, dragi gledalci, za vašo pozornost in nasvidenje do prihodnjič.